Prvo od 3 gostovanj v seriji se je končalo z visoko udobno zmago v Kranju, kar 5-0. V primerjavi z zadnjimi tekmami nekaj sprememb v prvi 11-terici. Namesto poškodovanega Martina Mileca je na desnem boku začel Adis Hodžić. V napadu sta od prve minute priložnost dobila Luka Zahović in Jan Mlakar in prav ta naveza je bila najnevarnejša skozi celotno tekmo. Že v drugi minuti je Luka Zahović pritisnil na domačega vratarja, Janu Mlakarju pa se v prvem strelu ni išlo. V 5. minuti nevaren strel Amirja Derviševića z prostega strela, domači vratar je bil na mestu. V 13. minuti pa vodstvo, akcija tokrat z globinsko podajo Mlakarju, ki je prišel v kazenski prostor po desni strani, lepo podal na drugo vratnico, kjer je Luka Zahović neoviran zabil za 1-0. Le minuto kasneje šok in tudi edina nevarna akcija domačih na tekmi. Po hitrem protinapadu je po Platniku šel Jukoviću, po štartu Jukovića pa je sodnik pokazal na 11 metrov. Toda Jasmin Handanović se je še enkrat več izkazal kot odličen vratar v branjenju 11-metrovk in ubranil strel po Platnika. Namesto izenačenja pa povišanje vodstva v 19. minuti. Tokrat je akcija šla po levi strani, Kramarić je nesebično podal Zahoviću, ta pa v trenutku, ko bi moral zabiti, ga je iz hrbta pokosil Zec za rdeči karton in za kazenski strel. Zahović je žogo predal Janu Mlakarju, ta pa je prišel do svojega debitanskega gola v dresu Maribora. Še vedno bi mogel on streljati, ampak nekako mi je podaril to 11 metrovko. In jaz sem mu hvaležen za to in na koncu sem mu še enkrat podal, tako da, kot sem že rekel, dobro se razumeva, dobro ujameva, tako da je super igrati ob njemu. Pred koncem polčasa pa se je šlo za povišanje vodstva na 3-0. Po kotu Derviševića je Šuler ob pomoči domačega branilca žogo spravil za črto za udobno vodstvo v polčasu. Po visoki prednosti in prednosti igralca več je v drugem polčasu tempo padel, vseeno se je šlo še za 2 zadetka, obakrat je bil v vlogi asistenta Jan Mlakar, najprej v 75. minuti za Markosa Tavaresa. Tik pred koncem pa še ena podaja, tokrat po tleh iz desne strani, Luka Zahović pa je zabil svoj 7. gol v sezoni. Po zaostali tekmi sedaj tudi stanje na lestvici realnih 7 točk zaostanka. Vemo, kako smo se mi počutili, ko smo imeli tako prednost. To pomeni, ta prednost ti ne dovoljuje čisto nič in te zelo lahko naredi tudi nervoznega. Tako da mi moramo svoje delo delati in izkoristiti čisto vsako tekmo, enostavno jo poskušati zmagati, dati vse od sebe, tako kot danes, tako kot prejšnji teden. Na nek naš v tem momentu specifičen način. To je edina pot in jasno, to je tudi sporočilo nasprotnikom. S tem jim bomo sigurno delali nervozne. Visoka zmaga za okrepljeno samozavest tudi pred gostovanjem številka 2 od 3 v nedeljo v Novi Gorici.